Pa si poglejmo, Mars Saturn koda sem jo poimenovala in zdaj jo vidimo tukaj. Rada bi ti na začetku definitivno pokazala nekatere stvari, katere ti bodo prišle po poravnavi prav, zaradi tega, ker po poravnavi Saturna in Marsa dosti ljudi mogoče seveda uporabijo eno tako lepo meditacijo, kakor smo mi skupaj, a ne, ampak dostikrat ne vejo, kaj konkretno mi je za delati. Okay? Če ste se v tem obdobju počutili malo zgubljene, malo nejevoljne in tako naprej, bi vam rada povedala najprej za začetek, zakaj je to tako in kaj v bistvu sploh je poravnava Marsa in Saturna, zakaj je tokrat drugačna, kakor kadarkoli prej in kaj so te poravnave. Okay? Če se spomnite leta 2020, 10. januarja sta se poravnala Pluton in Saturn in takrat sem jaz na odru, imeli smo en velik dogodek, čist poln dogodek v hotelu Intercontinental in če je bil kdo takrat z mano, sem jaz na odru rekla kaj. Rekla sem takrat, vse spremembe, ki mislite, da nas zdajle čakajo, si niti v najbolj divjih sanjah ne morete predstavljati, ker toliko zelo globoko bo šlo. In ravno takrat je v bistvu, mislim, da je bilo ene 5 dni prej ali potem uradno dokumentirane isti dan, smo šli, saj vemo, v objeme določenih virusov in tako naprej. A ne? In ta poravnava je takrat definitivno definirala celo naše leto. Zdaj je ta poravnava še nekako bolj intenzivna, kakor je bila iz leta 2020. Zakaj? Gremo si to pogledati, da boste ful dobro razumeli, kako to v bistvu gre. Kaj pomeni sploh, če se poravnata recimo Mars pa Saturn? Vemo eno stvar, Mars je zelo bojevniški planet, odločen planet, zahteva samozavest, to smo se vse naučili glede njega, ne? Saturn je pa učitelj, hoče red, hoče disciplino, hoče, da delaš, skratka, ljubeč mislim pač učitelj, no, se ne rabimo definirati, ne, več stvari. No, in ko ta dva potujeta po orbiti, v enem trenutku, kaj pomeni poravnava, se znajdeta na isti točki. Kaj pomeni, če se znajdeta na isti točki? Recimo v Severni Ameriki bojo imeli neverjetno dobro priložnost to dobesedno s prostim očesom opazovati. To pomeni, da bojo na nebu videli tako kot neko zlato piko, dobro, če imaš teleskop, itak ful lahko to vidiš, a ne, in neko rdečo piko, ampak oni dve bosta v bistvu ena zraven druge. Ena zraven druge bosta. Seveda to ne pomeni, da sta Mars pa Saturn fizično en zraven drugega, ker to jaz ne vem, kako bi vplivali na vesolje. Verjamem, da bi se marsikaj zgodilo, sploh, ker smo mi sosedi od Marsa, ne. To ne pomeni, da se ona dva pač toliko fizično približata, ampak, ko jih ti na nebu pogledaš, dragi moj, to izgleda res tako, kot da sta ona dva totalno skupaj. A ne? In rada bi ti dala primerjavo, kaj to pomeni, ok? Predstavljaj si, rada bi, da si, sploh ženske, tole nam bo še posebej šlo, fantje bojo malo zavili z očmi, ampak nič hudega, ok? Predstavljaj si, da sva jaz pa ti v eni veliki trgovini in jaz šopingiram obleke, ker jih imam valjda premalo, in ti šopingiraš obleke, ker jih imaš odločno premalo in tako naprej. In jaz kupujem svoje obleke in ti si tam nekje čist na drugi strani in kupuješ svoje obleke. Jaz ne ozavestam tebe, nisi v moji energiji, mogoče niti ne vem, da si tam, kar pomeni, da energijsko ena na drugo oziroma eden na drugega ne vplivava. Kaj pa, če se zgodi, da se v enem trenutku midve znajdeva čist blizu ena drugi? Absolutno začneva ozaveščati ena drugo in eden drugega, a razumeš? In kar naenkrat definitivno lahko začutimo energijo drugega človeka zraven. Mogoče se nasmehnemo, mogoče nas je kaj, smo malo sramežljivi, se ne veš, ampak v vsakem primeru tukaj, tudi če se ne poznamo med sabo, a razumeš, začnemo vplivati na energijo en drugega. A drži? No, isto je s planeti, a ne? Ko se srečata Mars in Saturn, razumeš, ona dva v bistvu s to poravnavo zelo močno energijsko eksplozijo sprošta.
In ko sprožita to eksplozijo, v bistvu iz tega, kar ona dva pokažeta na nebu, mi vemo, kaj se tukaj dogaja, zato so bile vse astrološke napovedi in take. Ona dva v bistvu naredita na nebu optično prevaro, da sta čist blizu, ampak nista. A ne? In kaj nam zdaj to pove? Da nas čaka veliko obdobje iluzij. Okay? To pomeni, da bo vse skupaj ena velika predstava, ali bo to iluzija, da ti nisi dovolj dober, dovolj dobra, ali je to iluzija, da nekaj funkcionira, kar ne funkcionira, ali to iluzija, da ti ne moreš v življenju nekaj doseči, pa lahko dosežeš in tako naprej. Ampak ta iluzija zelo močno pritisne na planet, a ne? In kljub temu, da nam 29.4., da nas čaka poravnava Jupitra pa Venera, ki je zelo ugodna in zelo fajn postavitev, moraš vedeti, da bo tale tukaj odločilna in kar zdaj ti tukaj v tem prvem mesecu poženeš, bo na tebe delovalo do leta 2023, na to lahko priklopiš Jupitra pa Venero, absolutno lahko, ampak ta dva sta odločilna. Zakaj sta ta dva bolj odločilna, kakor recimo Jupiter pa Venera, kljub temu, da vas bo absolutno spodbujala, tudi ko se bosta ona dva poravnala, da meditirate, ampak predvsem zaradi Marsa. Mars se ni poravnaval z Saturnom že 2 leti, Saturn je imel to možnost, a ne s Plutonom in tako naprej, in on je rekel, jaz bom pa zdajle naredil svoje. In to zelo čutimo. Mars je zelo bojevniški planet, zaradi tega zdaj recimo se dogaja tudi tako, da kupenih držav sosedom grozi, pa tako naprej. Ful so ratala ta nesoglasja, pa tako naprej. In velike iluzije, dosti ljudi se počuti ogroženih, da se rabijo boriti in tako naprej. In se zaradi tega lahko zgublja veliko energije. Ta energija, ko je danes zažarela na nebu, ste jo mogoče čutili. Živčnost na cesti, živčni ljudje, kjerkoli jih srečaš, vse je kar vibrela, predvsem tako ful je bila nevarnost prometnih nesreč, pa tako naprej, ne? Jaz bi vam pa rada zdaj pomagala, da se vi premaknete iz tega vpliva, ker nekaj moraš vedeti, ta dva bosta svojo energijo sprožila. Ti moraš vedeti, da je to energijsko zelo močno, okay? In v tej poravnavi je najhujš, da čakaš. Dobro, vi niste to, ker ste se prijavili na to meditacijo, da čakaš, da nič ne narediš. Da tega, ker unika ne bojo nič naredili, jih bo ta poravnava posrkala v take iluzije, da je to res močno. Zdaj se vam pa lahko dogajalo dvoje. Ena stvar, če ste bili v tem obdobju živčni ali pa so vas drugi ljudje ful napadali pa tako naprej, pomeni, da ste v obdobju, kjer boste puščali za sabo negativne energije, ki vam ne služijo. Oni, ki ste bili v tem obdobju super, polni energije, vse vam je štima, manifestacija je šla, no vas bomo pa prosili, da unim prvim pomagate. Aj prav. Pa vendarle so zakonitosti, ko se enkrat poravnata Saturn pa Mars, mečkan drugačne, kakor se učijo recimo v neki klasiki. Okay? V klasiki je postav si cilje, bod discipliniran, deli to, deli on. To je vse fino fajn. Ta dva, glede na energije, ki jih sprožata, imata pa malo druge zapovedi. In jaz bi te rada zdaj spisala, evo sem že naredila točko številka 1, rada bi ti v bistvu spisala točke, pa da gremo samo par točk skupaj čez, čemu slediti, če hočeš tema dvema povedati, ok, to je vajna poravnava, jaz v tej poravnavi pa stojim na tem. In to je za vas ful pomembno, da poleg meditacije, katero lahko recimo nekje do 18. aprila ali pa nekje do tudi 29. aprila čim večkrat lahko ponavljate doma. Okay? Gremo si pogledati, kaj rabimo. Glede na ta dva, torej prva točka. Okay? Prva točka, potrebujemo moč plus jasnost. Ja? In zdaj vam bom povedala, kaj to pomeni. Mars je definitivno planet, ki ni ono, joj, veš, jaz ne vem, kaj bi sebe, pa zdaj sem je malo depresiven v teh dneh, pa tako naprej. Mars je izjemno močen, je pa nekaj, kar mu bo tokrat, zakaj je ta poravnava drugačna od vseh ostalih poravnav Marsa pa Saturna, zaradi tega, ker je zadnji vladajoči znak vodnar.
to je problem te poravnave. Vodnar, bi vedela, kaj je o tem, ker sem vodnarka, je znamenje, ki vedno nekaj zahteva. Vprašajte moje prijatelje, ni lahko biti moj prijatelj, prijateljica, vedno nekaj zahtevam, vedno je nekaj razvoj. Mogoče še malo težje biti moj mož, sam Mihaelu gre to odlično, razumeš, ne? Ampak vodnar kot znamenje je revolucionar. Hoče premike, hoče, da drugače razmišljaš, hoče, da se razvijaš. In zdaj, ko sta ta dva padla v vodnarja, imamo eno tako super kombinacijo, ne? In Mars zahteva moč, če ni moči, te on sam vodi, to pomeni ta energija iluzije. Moč in jasnost. Kaj pa hočem povedati glede jasnosti? Ljudje dostikrat rečejo, zato se danes malo Mihael vprašal, kaj si želite. Kaj si želiš? Obilje. Recimo primer, obilje. To v tem obdobju ne bo dost. Nekaj vam svetujem, sploh, kad delate doma kakšne meditacije za manifestiranje. To v tem obdobju ne bo dost. Obilje. Kaj pa je obilje? Ker ti, če ne zdefiniraš, valjda, da vam bom jaz danes meditacije to pomagala, aj prav, definitivno, jaz vam bom danes prav 7 nivojev manifestacije noter v meditacijo z nadangelom Mihaelom dala, pa bom še pol o teh 2 nadangelih več povedala, ne? Ampak ni dosti, da rečeš obilje, ker kaj pa, če ti rečeš obilje, pa v bistvu ni definirano, pa ti zaradi tega začne vesolje ful stvari ven jemati, zato, ker so motilci obilja in zdaj kar naenkrat to ni prav. Zelo mora biti jasno to definirano. Zelo jasno mora biti definirano. Jaz imam pri sebi, lahko vam povem, eno formulo, imenuje se MMM plus KK je enako zmaga. Evo, bom srček narisala. Jaz mislim, da absolutno, to je zdaj moj nasvet, Kaj so teli M-ji? Prvi M je meditacija. Drugi M za mene je moj Mihael, pa vam bom povedala, kaj ne jaz zdaj s tvojim Mihaelom delam v svoji formuli. In ta tretji M je definitivno za mene moja mama, zaradi tega, ker vem, da me blazno spremlja iz nebes in da me čuva. Ampak jaz sem rekla, da so v življenju do svoje moči ne bi prišla, če ne bi imela teh 3. Če ne bi imela moje mame za podporo, pa njeno vero vame, pa če ne bi imela Mihaela, in tukaj se bom nanesla na KK. KK je klub kraljic, Klub kraljic je nekaj, kar štarta jutri in je coaching program. Če vas zdaj zanima, ker dosti ljudi pravi, Kristi je ful faca, ona je ful uspešna, ful sem hvaležna za vse te besede, ampak vi morate vedeti, da jaz v uni fazi, ki mi je bilo v življenju najslabše, brez mojega Mihaela, mislim, saj svoj Mihael, ampak jaz sem tako pogovorno, lahko ljubkovalno rečem, jaz definitivno ne bi bila, kjer sem. In ko je prišla zdaj ta poravnava Marsa in Saturna, sem jaz Mihaelu rekla, oprostite fanti, ampak to se nanaša zdaj na punce, a lahko ti tudi drugim puncam pomagaš narediti to, kar si meni naredil, a jim lahko nekako, pa ti si mene vodil čez ta proces, a jim lahko še ti pomagaš. Tako da jutri se definitivno začenja klub kraljic, in definitivno vam svetujem, ki nimate moči. Moški malo več tega vse imate, punce moramo to priznati, bi vam predlagala, da definitivno pogledate ta klub kraljic, da se včlanite v ta coaching program, ker Mihael bo tukaj delal vsa področja življenja. Ampak seveda moram nekaj tudi jaz tukaj narediti, kaj pravite, tole točko bomo kar danes probali tudi čim več skupaj narediti, če slučajno ne morete na klub kraljic. Druga stvar, kar bomo rabili, je upanje, ampak jaz bi rada vam nekaj razložila. Jaz bi vam rada razložila, kaj je upanje, zaradi tega, ker se upanja ne razume preveč dobro, veš? Ne razume preveč dobro. Ljudje jemljejo upanje kot neko energijo, zaradi katere se ti v nekem danem trenutku počutiš malo boljš. Ampak jaz ti hočem povedati malo širšo razlago upanja. Veš, zakaj ti v življenju rabiš upanje? Ti povem. Zaradi tega, ker je upanje energija, ki pravi,
tudi če zdaj tega ne vidim, je mogoče. Če ti enkrat odpreš vrata, da je mogoče, imaš ti tam noter potencialni zapis. In ti kadarkoli lahko v ta zapis posežeš in ga izvedeš. Če upanja ni, zapreš ta vrata in rečeš, opcije ni. Kdor opcije ne more videti, manifestacijsko se mu nič ne zgodi, ker je imel krompir, ker je imel srečo in tako naprej. To je, a ste kdaj razmišljali, lahko mi napišete o upanju na tak način. Zakaj je upanje pomembno? Ne zato, da imaš upanje, da se ti počutiš malo boljš, pa da so tvoji hormoni pomirjeni. Ne gre se za to. Gre se zaradi tega, ker upanje zadaj pravi, a ne, mogoče je. In to se absolutno rabi v tej poravnavi. Ok, upanje. Tretja stvar je, rabimo, kako bi temu rekla, manifestacijsko časovni reset. Evo, zdaj vam ful dobro formulo pišem. Kaj je manifestacijsko časovni reset? Bom pa povedala, kako lahko to delate, samo da pridem čez, ok? Manifestacijsko časovni reset je energija, ki predstavlja si neko uro, ali pa veš, oni šahisti, ki igrajo, in pa v enem trenutku udarijo na uro in čas začne na drugi strani teči in mora spet potezo mora potegniti v tem času in spet udar na uro. V bistvu si lahko to tako predstavljate, manifestacijsko časovni reset je v tem obdobju pomemben zaradi tega, ker dosti ljudi so zdaj tukaj in delajo stvari tukaj in razmišljajo tukaj in imajo dejanja tukaj, ampak ura jim je pa v preteklosti. To pomeni, da je to del psihe, ki se je, kako bi ti rekla, energijsko, časovno ujel v nek krog, v neko zanko in je zdaj tam noter. In če si ti tam v energijski časovni zanki, ti se kle ne moreš premakniti naprej, zato ker je ura kle aktivirana. In to je velik problem. Ti hočeš naprej, pa, razumeš, še vedno kreira iz mogoče 20 let nazaj. In dosti ljudi recimo ne ve, da ima take časovne zanke dobesedno aktivirano. A ne? Bom pol še povedala, kako si lahko pomagate. 4. točka so angeli. Ok, mogoče se sliši malo klišejsko, ok, se to vemo, ampak ni. V tem obdobju, kamorkoli si že šel, včasih si tu slišal, veš, zadnjič sem pa videla en znak, pa sem videla ful številke se mi ponavljajo, pa to se mi dogaja, pa se mi dogaja. Kaj pa zdaj poslušate, ko greste okoli? Se ne bom govorila na glas, se vsi vemo, kaj poslušamo. A se vam zdi mogoče ta razlaga? Ok, mogoče so ljudje tudi začeli, a veš, mogoče gremo kam na luštan, pa tako, pa je to mogoče res malo boljše, ampak ta recimo pogovorna energija o angelih se je zgubila in angeli tukaj ne, da so se oddaljili, mi smo jih oddaljili in to moramo nujno vrniti. Kaj pravite, če bi danes mi to skupaj naredili? Nadangel Mihael in nadangel Natanijel. Nadangel Mihael je zbran za prvotnega zaščitnika prebivalcev, za vse, ki to dovolijo, z upoštevanjem svobodne volje. In nadangel Natanijel, ki je tukaj je soroden Marsu, zelo tak odločen, ognjen, on reže, on daje motivacijo, on požge, on te premakne. Zelo vam bo všeč Natanijel, vkolikor se boste z njim srečali prvič, razumeš. 5. stvar, ki jo vi potrebujete, je upravljanje energije. Ja? Evo, upravljanje energije. Kaj to pomeni upravljanje energije? Upravljanje energije pomeni to, da dosti ljudi pusti, da energije okrog njih jih vodijo in jim nekako dajo signale in potem se ljudje na energije odzivajo. Imajo avtomatske odzive in če jim kaj ni prav, potem si tudi z energijami pomagajo, da pač to zdravijo kakorkoli že. Imam pa premalo ljudi trenutno, ki bi načrtno upravljali energijo.
To pomeni vzeli meditacijo, vzeli intuicijo, vzeli neko energijo, še preden nastane in jo zglinirali, imeli kup gline in iz tega naredili lep kip. Ljudje tega načrtno ne delajo. Počakajo, da vidijo neko energijo in se odzovejo na njo. Ne pa, da bi jo načrtno že sami znali upravljati. Tudi to je treba narediti. Okay? A vidite, čist druga manifestacijska metoda je, kakor je cilji ostano 5 mediteri, pa tako naprej. Malo drugače se je tukaj prizemljilo. Skratka, upravljanje energije. In 6. točka je, rabimo mirne frekvence. Mirne frekvence. Zaradi tega, ker sami ste mi prej rekli, kamorkoli greš, je zaradi teh dveh tukajle, vse čutiti, kot da vibrira. In v bistvu, kad ti prideš v stik s tako kolektivno auro, niti ne opaziš, kaj je tako, kaj elektrika, veš, je lahko tudi v tebi tako, ne? Tako ti lahko dela, ne? Mirne frekvence. Na podlagi te formule smo se mi odločili, ko sem jo jaz dobila dol, 6 stvari. 7. formula, da bo 7, si pa ti. Zakaj sem se danes odločila za 7 aktivacij in zakaj imate med vašimi darili 7 simbolov od Natanijela, fantastičnih, ni zakomplicirana uporaba in jo definitivno svetujem, da čim več delate temi simboli vsaj do 29.4. oziroma tam nekje do konca maja bi bilo še bolj priporočljiv. 7 je številka lekcij. In glede na to, da bosta ta 2 delala iluzije in lekcije, smo mi zapakirali vse to tako lepo nazaj. Ampak na podlagi tega manifestacijskega načrta smo se mi odločili, da mu bomo mi tudi sledili. Kar vam lahko mi pomagamo. Zdaj, če vam je v redu, vzemite, če ne, pa sami delite, kakorkoli že, samo morate vedeti, da imate to na voljo. 5.4. Ok, to imamo pod streho, naredimo mi danes, pa mogoče tudi tole vsebino, da si večkrat pogledaš. Upanje bomo delali 18.4. z Jezusom, zaradi tega, ker on ima pa tako lepo energijo. To so pa toliko mirne meditacije z njim, bomo prižigali svetilke upanja, ampak na tak način, kot sem jaz rekla. Razumeš, ne se sam boljš počutiš, ampak da si res odpreš nove možnosti. Manifestacijski časovni reset bomo definitivno delali 29.4. Za to meditacijo bi vam rada nekaj povedala. Ful veliko je že zdaj prijav, ne rabite se zdaj prijavljati, ampak nekje v naslednjih dneh bi bilo dobro, da oddate prijavo, ker seveda so vsi ljudje dobrodošli, ampak najraje bi v bistvu te 2 poravnavi delala s tistimi, ki ste najprej naredili to in smo zdaj skupaj in bi vas pol pelala, da še dodatno priklopimo zraven, ampak tam, da bomo delali ta časovni reset. Če vas je neki, same ure so, simbolika urje, če vas je nekje noter zahakla in vas noče pustiti. Prav resetirali bomo ure. Kar malo zakompliciran postopek je to delati, ampak se da. Jaz bom znala to voditi, tako da to vam ponujam. Angeli po celem svetu bojo 5.5., ne vem, če veste, ampak je mednarodni dan priprošen. Tudi angelom, zato ker je 5 številka pozitivnih sprememb. Tako da to sem se tudi jaz odločila, bomo delali priprošnje k angelom. Bomo imeli meditacijo za to. Ampak seveda vi se z njimi lahko pogovarjate vsak dan. Upravljanje energije bom delala na petek 13. Petek 13. Ta je pa malo drugačna meditacija, to te mora res poklicati. Taka malo bolj obredna, ampak tam boš prav zagrabil energije in skreiral, karkoli boš hotel. In mirne frekvence se bojo aktivirale meseca maja. Okay? Meseca maja. Ne vem, kaj sem napisala. Res sem napisala nekaj. Meseca maja, ne vem, če veste, bojo budisti po celem svetu ful ustvarjali spet neke posebne frekvence, ker prihaja Vesak in nas čakajo po celem svetu v bistvu obredi, pa številna darovanja in tako naprej v čast Bude. Tukaj se bova midva združila z Mihaelom. Jaz bom delala, daj že? Mislim, da je 16.5. Recimo, 16.5. bom delala meditacijo, okay, z Budo. Bomo delali svečke miru.
Mihael bo pa 24.5. A veš datumi, ne? Bo pa v našem ateljeju organiziral delavnico z Budo, za katero ste dobili tudi darilni bon. Seveda so mesta tukaj zelo omejena, zaradi tega, ker nimamo toliko prostora, ne? Ampak to je to, kar vam mi zdaj lahko ponudimo in kar smo mi glede na ta načrt se odločili, da bomo lahko delali z vami. Če pa tudi nič od tega ne boste z nami, to ni nobena prisila, okej. Tale ti bomo pa zdaj v meditaciji, evo, tudi naredili, ampak nekako probi se osredotočati, tudi ko meditiraš doma in ko vse to delaš, se probi osredotočati na te energije. Cilji so super, disciplina je super, ohran to, ampak rada bi ti povedala, da jaz verjamem, da mi je nadangel Mihael tole prišel predati z razlogom in jaz mislim, da če slediš tem točkam, da ti bo v tej poravnavi bistveno, absolutno boljše, a ne?